Ta teden je Evropski teden boja proti raku. Pandemija COVID-19 je zaradi svoje kompleksnosti v zadnjih mesecih zahtevala res vso našo pozornost. Kljub pandemiji pa nikakor niso izginile tudi druge, enako resne bolezni, kot je na primer rak. Breme raka pa je v Sloveniji veliko. V zadnjih letih ga vsak dan na novo odkrijemo pri povprečno 41 osebah. Žal, kljub izjemnemu napredku na področju preventive, zgodnjega odkrivanja in zdravljenja, v Sloveniji za rakom še vedno letno zboli približno 15.000 ljudi, umre pa jih 6.000. Z upoštevanjem 12 enostavnih priporočil Evropskega kodeksa proti raku pa lahko preprečimo okrog 40% vseh smrti zaradi raka. Nujno je, da kot družba in posamezniki naredimo vse, kar je v naši moči, da ne bomo zbolevali in umirali zaradi rakov, ki jih znamo preprečiti ali zgodaj odkriti. Ta priporočila upoštevajmo tudi sedaj, ko je COVID-19 še vedno v centru naše pozornosti. Bodimo telesno aktivni, gibajmo se in uživajmo zdravo in uravnoteženo prehrano. Poskrbimo za primerno telesno težo in se zaščitimo pred sončnimi žarki. Ne prepustimo se škodljivim razvadam, kot sta kajenje in uživanje alkohola, saj povzročata bolezni, ki bi jih lahko povsem preprečili. Prevečkrat pozabimo na dejstvo, da je tobak še vedno vodilni vzrok preprečljivih bolezni in smrti. Ne pozabimo tudi nase. Če prejmemo vabilo na presejalne preglede v okviru državnih programov Zora, Dora in Svit, se nanje odzovimo. Včasih povabilo spregledamo, pozabimo, mislimo, da imamo toliko drugih pomembnejših reči, a kasneje je lahko prepozno. Vzemimo si čas zase in svoje telo in ne pozabimo tudi na svoje otroke. Bodimo dober vzgled in zaščitimo jih s cepljenjem proti rakom, ki jih povzročajo okužbe s človeškimi papilomavirusi, HPV in hepatitisom B. Če pa posumimo na zgodnje znake raka, se ne prestrašimo, ne odlašajmo z obiskom pri zdravniku. Za kakovostno življenje ni nikoli prepozno. Diagnostika in zdravljenje raka sta v Sloveniji potekala in bosta še naprej potekala varno in neprekinjeno tudi v času epidemije COVID-19 in tudi po njej. Se je prav zgodnje odkrivanje in zdravljenje raka tisti dejavnik, ki ključno prinese k večjemu preživetju bolnikov.